Drage moje lepotice in lepotci, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Današnji video bo ful zanimiv, namreč pogledali bomo napake ki so se zgodili med filmom Sam doma. Sam doma definitivno velja za eno tako božično klasiko, jaz si ta film pogledam čisto vsako leto, po moje sem ga gledala vsaj 20krat že, mimogrede zapiš mi spodaj v komentar, če film poznaš in kolikrat si ga ti ogledal oziroma ogledala. S tem, da letos pa sem ga doživela oziroma videla še malo drugače. Zakaj? Ker sem si ga ogledala s svojim 7-letnim nečakom. Prvič je videl ta film, v bistvu sem mu rekla, ej Aleksandar, en film imam za tebe, gre se o fantku Kevinu, star je približno to kot ti in pač dela takšne in drugačne lumparije. In je bil takoj za, videla sem si ta film pogledala 3krat, 2krat drugi del in enkrat prvi del in je bil čisto navdušen. Je pa tako, da pač ni mogel vsega še prebrati, ker pač so majhni in sem mu kaj prevedla, kar ni uspel ujeti in sem nekak film doživela čisto drugače, ful bolj barvito, otroško in tudi ful na enih podrobnosti sem bila bolj pozorna. S tem pa sem videla tudi nekatere napake filma in so mi bile ful zanimive. Nasplošno ful rada gledam te behind the scene, ko snemajo kakšen film ali pa tudi kakšne te napake, ki se torej zgodijo v filmu. Tako da sem jaz teh, mislim, da je 12 napak dala kar na kup in jih bom pa komentirala tudi s tabo, ker mogoče bi bilo tudi tebi zanimivo. Tako da, če si za, pejva pogledati teh torej 12 napak. Evina lepotilnica. Merry Christmas. Ok, gremo na prvi kader in prvo napako. Ta sicer je taka manjša, ampak vseeno jo uvrščam med napake. Kevin tukaj že ostane sam doma in se odloči, da gre brskat po bratovih stvareh. Če se ne motim, je bratov ime Bas, ta visoki rdečelasi, in on gre torej v njegovo sobo, odpre to kot neko skrinjo in začne brskat. In bodi tukaj pozorna na te junior bombončke, kako so v enem kadru tako naravnost obrneni in v drugem kadru pa se že obrnejo in prav tako ostali gudi. V naslednjem kadru se Kevin odloči, da bo vadil streljanje. V kadru pred tem je v bistvu našel to puško na steni, sam je bil doma, noben mu ni mogel preprečiti, da je to nevarno in on veselo se odloči, da bo pač malo streljal, vadil in tako naprej. Nastavi si 4 igračke, eno zraven druge in bodi pozorna na to prvo igračko oziroma figurico, mislim, da je ta igralec, ki igra bejzbol, kako je v prvem kadru naslonjena na to okonček, na ta okonček oziroma steno. V naslednjem kadru, ko se kamera premakne, pa je ta v bistvu igračka že poravnana in same ni mogel poravnati, tudi ni nič kazalo, da je v bistvu karkoli popravilo in se šteje to kot druga napaka. Pa če si res zelo pozoren, zdaj ne vem, ali si kdaj streljala, sploh če fantje gledate s kakšno ali pištolico ali mogoče pravo puško. Zdaj, ko ti streljaš, ponavadi zapreš to oko, se pravi, ti nacentriraš tarčo, tega zapreš in potem pač ustreliš. Kevin ima pa zaprto ravno to oko, s katero strelja in nekako pač ni logično, zakaj bi imel tega zaprtega, če nekako meraš ravno s tem drugim očesom, se pravi, je prišlo do tretje napake, ker pač ni logična, oziroma, če zares strelja, zapreš ravno obratno oko. A se spomniš kadra, ko se Kevin iz vrha stopnic s sankami spusti dol po stopnicah torej in gre ven, torej čez hišo pristane, mislim, da v snegu. Tudi tukaj je ena nelogična stvar, oziroma najprej so vrata na pol priprta, potem v naslednjem prizoru pa so vrata že na stežaj odprta in on ziher ni šel dol, jih na stežaj odprl in se potem spustil skozi oziroma po stopnicah. Zdaj, da tukaj še ena stvar ni najbolj logična in sicer pozicija teh njegovih sank in stene. Zdaj, če bi se on spustil direktno po stopnicah navzdol, bi pristal v tej steni, torej še pred vrati. Lahko bi sicer manevriral, šoferil, ampak malo verjetnosti je, da to zgodiš, ko se peleš po stopnicah, pač tudi premalo časa je in če bi po vsej logiki pomislil, bi on pristal v steni in ne bi se zadrsal skozi vhodna vrata. Tale je eden bolj teh slavnih prizorov, ko je Kevin v kopalnici, ko se on ravno stušira. Sicer, koliko fantkov bi se šlo prostovoljno tuširati, je vprašljivo, ampak ajde, pustimo to. Tukaj torej on stoji v tej pred ogledalom, v tej brisači zaviti okrog pasu in najprej bodi pozorna na moder šampon. Kako je najprej se vidi napis s prednje strani, ko
torej kamera kadrira oziroma naredi close-up, je ta šampon obrnen v drugo smer, s tem, da tukaj se potem zgodi še ena napaka, ker se od enkrat pojavi kolonska, ki se jo potem on da med dlani in na obraz in ta njegov krik, ki ga zapeče, ki zagotovo je eden bolj tak znameniti del filma, ampak ta kolonska predtem ni bila torej v kadru in se je od enkrat znašla v sceni. Tukaj lahko vidimo, kako se Kevin odloči oprati perilo, kar je res ljubko, koliko 8-letnikov bi se odločil, da grejo sami oprati svoje oblačila, ampak, ko si sam doma, je tudi to treba, sploh če zmanjka svežih oblačil. Kevin si pač to vzame kot izziv in gre oprati svoje stvari. Zdaj pa ponovno bodi pozorna na Lego praška. Kako je najprej se vidi napis iz ene smeri, ko se on potem ustraši tiste peči in jo tudi utiša, mislim, da reče shut up, se ta prašek obrne, torej ta napis, v drugo smer in spet gre za novo napako. V tem prizoru gre ta lopov Mar pogledat, a je Kevin res sam doma. Kevin ga opazi in se odloči, da bo posegel po teh petardah, ki jih je prej našel v bratovi sobi. In zdaj bod pozorna na Kevinov pulover, kako ima on v bistvu na začetku tega kadra zavihane rokave, potem postavi skledo s temi petardami, da jih bo dal noter, ima spet zavihan pulover, ko poseže v predal, torej po teh petardah, ima pa spuščene rokave in spet, ko da pač te petarde noter v skledo, ima pa spet zavihane rokave. Načeloma bi sicer lahko delal to gor, to dol, ko ti je vroče, ko si nervozen, ampak verjetno je šlo tukaj bolj spet za novo napako. Tukaj se Kevin vrača domov iz cerkve, da postavi ta bojni načrt, ta bojni plan in tukaj bodi pozoren oziroma pozorna na njegove hlače. Tukaj so take zelene oziroma vojaško-olivne. Ko teče domov, ko se mu mudi, ker mu pač zmanjkuje časa, pa ima oblečene kavbojke. Tukaj gre za direkten fail in tudi ko pride domov, so še vedno oblečene kavbojke, se pravi modre barve. Ko pa spet postavi te figurice, ima pa spet tiste olivne hlače iz prve scene in mogoče ima pa Kevin sam tokrat modo in oblačila in se pač rad preoblači. Kevin je slišal, ko sta se te dva roparja pogovarjala, da bo ta hiša prišla oropati ob 9. In on je lepo v bistvu v tem času pripravil ves načrt in preden se je v bistvu akcija začela, se je odločil še, da bo večerjo. Po večerju je tipično ameriško jed, to so mac and cheese in kozarec mleka. Nažalost pa ga je ura že prehitela, je zazvonila in on je celo večerjo pustil ob strani. Zdaj pa, če pogledaš potem prizor, ko v bistvu ta Harry vstopi v kuhinjo, ko ga pač išče in je že cel jezen, kaj vse mu je naredil, pa je tukaj ob strani videti čisto drugačen krožnik, kakor je pač bila prej naštimana ta Kevinova večerja. Prej je imel ta odrasel enojni krožnik, v tem kadru, ko pa torej ta Harry vstopi, pa je v bistvu meni kot tisto otroški krožnik, ko mamica naštima otroku ali pa pač oči, krompir, meso in peso, ali pa ne vem, za kakšne prigrizke, ko naštimaš kokice, čips, skratka, krožnik je pa popolnoma drugačen. Ko gre Mar po stopnicah, da bi pač prišel do Kevina, se skotali dejansko po teh stopnicah, ker jih je Kevin en dan pred tem namočil z vodo in bale vse zmrznil in se res konkretno zloži. In zdaj, ko se on pač zloži oziroma skotali po teh stopnicah, on pade na desno stran. Potem pa se kader zamenja, kamera se dvigne in vidiš, da v bistvu leži na napačni strani, na levi strani, se pravi, dvomim, da se je medtem, ko je cel polomljen, ležal premaknil in spet gre za novo napako. Potem je treba uporabiti samo malo logike. Zdaj, ko Harry, ne vem, zakaj mu skozi hočem reči Henry, skratka, Harry hoče vstopati v hišo, ampak se pri tem res grdo speče ob kljuko, ker je Kevin je pred tem kot neko žerjav, neko res vročo zadevo postavil ob kljuko, ta je ratala res zelo vroča in ko torej Harry hoče pokljukati, se ful grdo speče. Zdaj pa, če si pozorna, on odpre vrata tako, se pravi po stran, ko potem ga valjda to ful peče, gre v sneg, ohladi roko, je pa ta M naravnost. Ampak po vsej logiki bi ta M mogel biti po stran, ker je tudi on kljuko poril tako in ne tako. In to je to, dragi moji, je bilo teh 12 napak filma Sam doma. Upam, da vam je bilo zanimivo, lahko še kdaj v bistvu postavimo kaj podobnega. Res ni to v mojem stilu video, čeprav po drugi strani pa paše v te neke modne fejle, ki ste jih v preteklosti že ful dobro sprejeli, tako da če vam je to všeč, lahko na vsake toliko postavim kaj podobnega, sploh kakšen tak kulten film, kakor je Sam doma. Tako da dajte mi zapisati, kolikrat ste ga že videli, pa večno vprašanje, večna dilema, kateri
del vam je boljši, ali enka ali dvojka. To je mene včeraj spraševal nečak in nisem znala odgovoriti. Dejansko se ful malkrat zgodi, da je dvojka isto dobra, če ne skoraj boljša kot enka. Skratka, fantastična filma. Jaz mislim, da bom, dokler bom na svetu, to za Božič gledala, ker mi je res legendaren film in ta Kevin je pač res prebrisan, nagajiv in res jim je ratal. Ne se pozabite naročiti na moj kanal, ker zdaj pa res pride zadnji video v tem letu, torej vlog, utrinki iz decembra, in ne bi pozabiti slediti tudi na Instagramu, da se družimo tudi za novo leto. Glih danes sem zdajle v dogovarjanju, kam bova šla, mislim, da danes bo padel plan in načrt, tako da če te zanima, še predčasno, preden pride v bistvu video na YouTube, Evina lepotilnica, to je moje, torej Instagram ime in tam me najdeš. Sicer pa lepe, čarobne, praznične dni in do naslednjič. Čau, čau!